dokončnih statističnih podatkov še nimamo, vendar do sedaj, kolikor smo analizirali, kaže, da je sezona nadpovprečno dobra, tudi nad slovenskim povprečjem se dviguje Bela krajina, opažamo tudi velik prihod tujih turistov. Po kazalcih je razvidno, da je 30% več bilo nočitev kot v lanskem letu, vendar bolj pomembna je druga stvar, koliko sredstev, koliko so turisti pustili tukaj denarja v Beli krajini. Tukaj pa ta podatek verjetno ne bo tako dober, kot je pri nočitvah. Ocenjujejo namreč, da je potrošnja obiskovalcev v Beli krajini, kar 70% je Slovencev, izjemno nizka. Mi si želimo turiste višjega kakovostnega razreda z debelejšo denarnico, nažalost pa zaenkrat to ni tako. Bela krajina ima nedvomno celo vrsto res zanimivih in res zelo pristnih doživetij, ki jih lahko ponudi. Jih je pa treba seveda ustrezno razviti, postaviti na nivo, da bomo pritegnili nekega bolj zahtevnega gosta, ki bo v destinaciji več puščal in ki bo ustvarjal tudi večjo dodano vrednost. Smernice, kako to doseči, bodo začrtali strategijo turističnega razvoja Bele krajine, ki jo skupaj z belokranjskimi deležniki turizma pripravlja Zavod Tovarna trajnostnega turizma Good Place. Jaz mislim, da belokranjski turizem je na eni točki, ko dela en velik korak naprej, da se tudi s procesom strategije zaveda, kje je in kje so neki ključni izzivi, s katerimi se bo moral spopasti, tako na ravni neke organiziranosti celotnega delovanja, ker mislim, da bo kar trd oreh, ampak bo treba v njega ugrizniti. Treba se bo povezati v širšem okolju, razvijati nove produkte za zahtevne goste in resno delati na ponudbi, sodelovanju, strateški promociji ter enotnem upravljanju turistične destinacije Bela krajina, je na včerajšnji delavnici, namenjeni oblikovanju vsebinskih izhodišč za pripravo marketinške strategije, poudarila Apihova.